Tiha noč nad mestom spi, a se pretvarjam, da je ni. Kot slika brez okvirja, kot duša iz papirja, to noč mene ne boli. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za slovo. Ko srečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za slovo. Ko srečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Ko srečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Kaj mi bo jutro, če o meni te več ni? Ne ni treba, da me zbuja, naj pri miru me pusti. Ni me sram, da sem jokala, a ne bom nikdar priznala, da še vedno zate zbujam se. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo, a žal prepozno bo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, cenjeni veleposlaniki, lastniki, vodstvo Gea College, zaposleni, predavatelji, diplomanti in člani alumni kluba Gea College, ter seveda podjetnice in podjetniki ter vsi podjetniško misleči, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slovesnosti v počastitev prvih 20 let Gea College, fakultete za podjetništvo, ko se srečujeta tradicija in drznost. In mislim, da si takoj v uvodu zaslužijo naš aplavz z 20-kratno močjo. Robert Carter je nekoč pronicljivo odgovoril na vprašanje, kakšna je razlika med šolo in življenjem. In dejal, da te v šoli najprej nekaj naučijo, potem pa sledi preizkus znanja. Življenje pa te najprej preizkusi in s tem nekaj nauči. A na Gea College v bistvu počno oboje, saj uspešno združujejo
tako znanje iz knjig, kot tudi izkušnje življenja. Predavatelji črpajo iz dobrih poslovnih praks, iz poslovnega življenja. In najlepša hvala Nuši Derenda, ki nas je v uvodu pobožala s pošiljko energije in nostalgije. Znan napev nas vselej pozdravi kot starega prijatelja in ima moč, da nas premakne stran od vsakdanjih misli in skrbi. In naj bo takšen naš cel večer, naj bo poln veselja, isker, drznosti in tudi izmenjevanja znanj in spoznanj. Vesela sem, da lahko v uvodu k nagovoru povabim našega cenjenega gospoda župana, gospoda Zorana Jankovića. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na odru, gospod župan. Spustila. Sem vam prepustila, da poveste, da ste župan najlepšega mesta na svetu. Da mi ne bo cel govor vzela. Dober večer, spoštovane gospe in gospodje. Najprej vodstvu, lastnikom Gaja Collegea iskrene čestitke za prvih 20 let, željo, da prosvetite to 30, 40 in 50 let. Iskrene čestitke vsem profesorjem in vsem študentom, študentkam, ki ste obiskovali Gaja College in tudi mojim kolegicam in kolegom, ki bodo nastopili na tej okrogli mizi in vam bodo povedali kaj iz svojega življenja, to, kar jih je življenje naučilo. Bo pa zanimivo, sem prepričan. Z Gaja College imam eno povezavo že od samega začetka. Zanimivo je to, da je takrat bil Matjaž Gantar, ki je bil tudi pri nas v nadzornem svetu Mercatorja nadzornik, ki me na začetku menjavil. In potem, ko mu to ni uspelo, ko smo začeli dobro sodelovati, je predlagal, da smo mi en primer za študente in študentke na Gaja Collegeu. Poznam kar nekaj diplom, ki so bile narejene na temo Mercatorja in tudi kar nekaj študentov, ki so koristili to izkušnjo, da so opravili svoje delo dobro. Bil sem nekajkrat na predavanjih in to se je tudi nadaljevalo tudi v času županovanja. Jaz nikoli ne predavam, ker to ne znam, zato ste profesorji, ampak jaz govorim o tisti poti, ki sem jaz prehodil in prepuščam študentom in študentkam samo dve možnosti. Ali rečejo, te star je že mim, ne, škoda ga je poslušati, zguba časa, ali pa druga možnost, ne, res je dober, ampak mi bomo boljši. In jaz iščem to drugo možnost, ne, da bojo študenti, študentke boljši od nas, ki počasi končujemo svojo kariero, da bojo to družbo naredili boljše, da bomo iskali novi red. Gaja College je bil en pogumen poskus tistega, kar smo mi gledali, ko sem jaz bil študent na ekonomiji, nekako tu gor na vrhu. Ko nam je prišel goslar predavati o enem sistemu, ne, smo bili, vsaj jaz, ne, kot tisti, ne, ta pa je. In potem sem prišel do te pozicije, ne, da sem jaz tudi kot starejši prihajal na Gaja College in gledal tiste, ki so prihajali iz neke dejavnosti, ki so že imeli nekaj za sabo, ampak so to hoteli narediti z znanjem. Mislim, da je Gaja College bil en velik napredek v izobraževanju, združevanju tistega, kar mora dati teorija in pa sistem, kar je praksa. Da ne pozabim, imam tudi drugo povezavo z Gaja College, to je verjetno zdaj za KPK, no, če kdo od KPK nekaj lepo naprej pove. Moj mlajši sin je tam diplomiral, magistriral, moja bivša snaha je tudi diplomirala in moja sedanja snaha, ne, hodi na Gaja College. Torej, družina Janković je s Gaja Collegem povezana, glede na to, da redno plačujejo tiste svoje prispevke, potem mislim, ne, da lahko dobijo čim več znanja. Jaz vam želim danes en lep večer. Želim, da uživate. Želim, da se spomnite vseh tistih dogodkov, ki študentom pustijo neizbrisen spomin. Jaz imam vedno lepe spomine na obisku Gaja Collegeu. Tudi bile so zelo zanimive razprave, ne, ko so bile, Draško, lahko povem, ti si bil zraven, ne, lahko povem, en od zadnjih mojih obiskov na Gaja Collegeu je bilo v času teh največjih afer, ki jih ni malo okoli meni. Se pravi, medijsko je bilo zelo razpito, ne, in imeli ste enega profesorja, ki je tudi to
potenciral, kot en primer, brez da bi poznal dejstva. No in potem sem prišel in se rekel, dajmo zdaj razčistiti v praksi, jaz sem tu, veste, tu sprašujte, kar želite, da potem ugotovimo, kaj mislijo te mladi ljudje, ki so prihajali iz nekega praktičnega življenja, ko študirajo, kdo ima prav. No, srečanje se je zaključilo prijateljsko, bilo je zelo zanimivo, vprašanja so bila direktna in od mladih ljudi jaz pričakujem, da ustvarjajo revolucijo. Tistih, ki jim nič ni omejeno, ampak da zahtevajo največ, ampak zato, da zahtevajo največ, morajo tudi veliko dajeti. Še zadnje sporočilo za vas, ki ste diplomirali, pa še hodite na Gaya College, nihče ni boljši od vas. Ne se nobenemu priklanjati, zato ker je iz neke daljne dežele, lahko je tudi iz tiste dežele, ki so zdaj volitve bližajoče se, ki nas hoče učiti demokracije, lahko je tudi iz sosednjih držav, ki se učijo kapitalizma 200 let, ampak tu imate nekaj ljudi, ki dokazujejo, da se mi to lahko naučimo v 25 letih. Če je boljši v tistem trenutku, mu čestite, dajte roko in še več delite. Iskrene čestitke, spoštovana gospa lastnica, direktorica, za prvih 20 let. Naj vam bo srečnih naslednjih 20 let. Povabite vse na 50. obletnico, mene sicer ne bo več, ampak pričakujem, da boste res tudi uživali v spominih, kaj ste dobrega naredili pri razvoju družbe. Naj bo Gaya College uspešen pri ustvarjanju novih magistrov, novih diplomantov, naj bo uspešen tudi v finančnem poslovanju in naj bo ponos Ljubljani in pa Sloveniji. Srečno! Hvala spoštovanemu gospodu županu Mestne občine Ljubljana. Vam želimo, da se vam en ne zareče in sicer ta, da vas ne bo na 50-letnici Gaya College Fakultete za podjetništvo. Spoštovani in spoštovane, spomnimo se zdaj poetičnih besed Otona Župančiča. Kuj me, življenje kuj, je zapisal. Če sem kremen, se zaiskrim. Če jeklo, bom pel. Če steklo, naj se zdrobim. Iz kakšne snovi je Gaya College, dokazuje častitljiva 20-letna tradicija. In tudi svetav, vesel in drzen pogled v prihodnost. Zdaj na oder z velikim veseljem in spoštovanjem vabim našo gostiteljico, magistrico Katjo Kraškovic, predsednico uprave Gaya College. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na odru. Hvala lepa. Spoštovani gospod župan, dragi visoki gostje, podjetniki, diplomanti, dragi sodelavci in prijatelji. Srčno lepo pozdravljeni. Srečanje pomeni tudi srečo. In današnja sreča je, da praznujemo 20. obletnico Gaya College Fakultete za podjetništvo. V tem času smo potovali po različnih krajih Slovenije in na kraju se ustalili v Ljubljani. Na tej poti smo šli čez mnogo sprememb. Morali smo premagati tudi veliko ovir, vendar se nismo ustavili. Nekoč je eden uspešnih slovenskih direktorjev povedal besede, ki držijo tudi za nas. Vse to smo morali biti, da smo lahko to, kar smo. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalila našim ustanoviteljem, ki so našo zgodbo v duhu drznosti, kreativnosti in podjetništva začeli pisati že davnega leta 1989. Če boste zdaj izračunali, ni samo 20 let, ampak fakulteta je pa poimenovana fakulteta 20 let. Torej prišli so, oziroma ste prišli, ker ste nekateri med nami, z idejo, da je treba zgraditi podjetniško-izobraževalni center, ki naj bi podjetjem, podjetnikom in posameznikom nudil različna specifična znanja z področja podjetništva. Takrat je bila samostojna podjetniška pot v Sloveniji težja in drugačna od danes, opremljena z manj primeri dobrih praks, z manj znanjem in z manj izkušnjami. Zato je bil to pogumen korak z veliko vizijo. Iz omenjene ideje v vseh teh letih zrasla vodilna poslovna šola v slovenskem prostoru, ki v ospredje postavlja podjetniško miselnost in praktično naravnanost študija. Ob vseh dosežkih pa je seveda prav, da se ozremo naprej naslednjih 20 let.
Vizija Geja Collegea je bila že od vsega začetka biti mednarodna šola in partner podjetnikom in podjetno mislečim. Obenem pa delati butično z individualnim pristopom in ponujati programe z veliko uporabno in dodano vrednostjo. Temu bomo sledili tudi v prihodnje, si prizadevali za nove, moderne, praktično naravnane programe in še večjo povezanostjo s tujino. Pri nas so že študirali mladi iz držav naše nekdanje države, iz Azije, iz različnih zahodnoevropskih držav. Tesno sodelujemo s tujimi inštitucijami in skušamo naše študente spodbujati, da gredo po izkušnjo tudi v tujino. Prihodnje naše poslanstvo še naprej vidimo v postavljanju trendov na področju zasebnega izobraževanja, prav posebej pa smo se osredotočili na še močnejše sodelovanje in povezovanje s podjetniki in gospodarstveniki z akademsko sfero. Gospodarstvo namreč velikokrat upravičeno očita izobraževalnim inštitucijam, da izobražujemo kadre, ki jih trg ne potrebuje. Čas, v katerem živimo, je izjemno hiter. Svet je postal majhen, dnevno se spreminjajo orodja, trendi, poslovni modeli in načini poslovanja. Soočamo se z izjemnim številom novih informacij, na trgu je močna konkurenca in v prihodnosti bodo ostali le najboljši. Da lahko podjetniki obstanete naslednjih 20 let, mi pa skupaj z vami nadaljujemo in gradimo zgodbo podjetništva, moramo biti po mojem mnenju takšni, da imamo pravo znanje, prave ljudi, se znamo prilagoditi trenutku, sprejemati spremembe, imeti prave vrednote, prave informacije ob pravem času in biti na pravem mestu v pravem trenutku. Spoštovani, naj zaključim z besedami, ki sem jih pred dnevi dobila od podjetnice, katere sin pri nas študira. Takole mi je povedala: ko pomislimo na podjetništvo, kje dobiti znanje in izkušnje za podjetnika, je odgovor pri vas. Hvala. Brez vseh vas zgodb, ki jih ustvarjamo in pišemo, skupaj tega ne bi dosegli. Zato bomo vztrajali. Hvala. Najlepša hvala. Bom nadaljevala tam, kjer ste vi končevali. Zares sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo prave sledi. In sreča je gotovo tudi znanje dobivati na pravem Geja College. Spoštovani in spoštovane, Ralph Waldo Emerson je učil: ne hodite tja, kamor vodi pot. Pojdite raje tja, kjer ni poti, in za seboj pustite sled. To in tako je pred 20 leti storila tudi Geja College, Fakulteta za podjetništvo. In danes se jim priklanjamo in ploskamo za prvih 20 uspešnih let. Zdaj na oder z veseljem in spoštovanjem vabim profesorico doktorico Marjano Merkač-Skok, dekanjo Geja College, Fakultete za podjetništvo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Hvala lepa. Spoštovani gosti, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes zbrali, da skupaj praznujemo 20 let Fakultete za podjetništvo. Posebej lepo pozdravljam člane alumni kluba Geja College, ki so postali prepoznavni in sledijo trendom poslovnih šol v svetu. Na Geja Collegeu smo na Fakulteti za podjetništvo v zadnjih 20 letih spravili na samostojno poslovno pot preko 2000 diplomantov. To je za zasebno poslovno institucijo, ki se ukvarja z izobraževanjem, velik uspeh, na katerega smo lahko vsi ponosni. Mnogi študenti so napisali uspešne poslovne zgodbe, uspešne podjetniške zgodbe. Tudi na te zgodbe smo ponosni, ker kažejo na to, da smo delali dobro. Na pot smo pospremili ambiciozne mlade ljudi, opremili smo jih znanjem, z izkušnjami in z vsem, kar potrebujejo za vsakodnevno uspešno delo. Na Geja Collegeu, na Fakulteti za podjetništvo, so imeli idealne pogoje za to, da pridobijo znanje, izkušnje in kar je potrebno za uspešno poslovno pot. In mnogi so te okoliščine, te možnosti tudi izkoristili.
Ob tem bi mogoče kazalo izpostaviti tudi obstoječe študente, ne samo tiste, ki so že končali. Pri obstoječih študentih moramo povedati, da so podjetni, da imajo veliko idej, veliko načrtov, včasih malo časa za študij, vendarle pa so nekateri tudi aktivni. In ob tej priložnosti bi se rada zahvalila študentskemu svetu, ki nekako nadaljuje oziroma vzdržuje tradicijo povezovanja fakultete z študenti. Fakulteta ponuja in omogoča vsem tistim, ki želijo narediti kariero, napredovati v življenju ali stopiti na samostojno poslovno podjetniško pot, veliko. Že od samega začetka je zanjo značilna usmerjenost v podjetniško miselnost. To se kaže skozi vse programe, skozi vse učne načrte. Mi želimo in spodbujamo naše študente, da bi bili drzni, da bi bili neustrašni, inovativni in drugačni in da bi pustili pečat. Vse to pa lahko dosežejo tako, da izkoristijo vse, kar jim ponujajo naši profesori. Naši profesori so namreč strokovnjaki, ki iz prve roke dan za dnem v razred nosijo svoje izkušnje, svoje znanje, vabijo uspešne goste, delajo na praktičnih projektih. Na teh projektih delajo tudi študenti in se tako učijo. V 20 letih se je na fakulteti nabralo zelo veliko raziskovalnih in aplikativnih projektov, od katerih in skozi katere so se učili študentje in tudi profesori. Prav tako smo se veliko lahko naučili od gostov iz tujine, ker vendarle nek pogled izven okvirja vedno prav pride. In kaj se nam obeta v prihodnosti, o tem smo danes že nekaj slišali. Gotovo ne mislimo samo na naslednjih 20 let. Mislimo, da bo naša fakulteta nadaljevala po tem dobrem začetku, se razvijala, gotovo pa bo še naprej skrbela za to, da bomo študente naravnali na podjetniško miselnost in jih odprli za kreativnost, ker to sta dve stvari, ki sta del vsakega dneva, vsakega uspešnega podjetnika. Naše ambicije so seveda v tem, da ostanemo še naprej prepoznavni, da bodo ljudje pogosteje rekli, ko pomislim na podjetništvo, pomislim na fakulteto za podjetništvo, na GEA College. Imamo veliko zamisli, čas nas prehiteva, marsikaj bi radi naredili prehitro, ampak zagotovo bomo razvijali nove programe, se usmerjali v mednarodno okolje bistveno bolj, ampak tisto, kar je najbolj važno, še naprej bomo zelo intenzivno delali s študenti in predvsem z vsemi vami, vsemi, ki ste deležniki v naši zgodbi, tesno sodelovali. Vsi, ki ste nocoj tukaj in praznujete ta pomemben dosežek Fakultete za podjetništvo, vsi nekdanji sodelavci, študenti, diplomanti, učitelji, alumni, partnerji iz poslovnega okolja, vsi ste na nek način del naše zgodbe. Vsi sodelujete in pomagate bodočim generacijam študentov pri vstopu na njihovo uspešno poslovno pot, s tem, ko z nami sodelujete, delite svoje izkušnje, znanje, kontakte. Tako da vsem, ki ste nocoj tukaj, se iskreno zahvaljujem. Želim, da se vidimo, da pridete, da ste z nami še vsaj naslednjih 20 in več let. In še enkrat hvala lepa. Hvala lepa. Posvetimo se tudi v naslednjih minutah našemu dragemu slavljencu, GEA College, Fakulteti za podjetništvo, katere so ključne prednosti, v čem je izjemen in odličen, k čemu stremi, kaj uči. Oziroma, če povemo simbolno, z metaforo, je pogosto svetilka v temi in megli, včasih tudi rešilni jopič, vedno pa lestev za sanje in želje tistih na poti do uspeha. Prihodnost pripada podjetnim, že več kot 2 desetletji. GEA College, prva poslovna šola specializirana za podjetništvo, je sledila svojemu poslanstvu in se razvija v mednarodno izobraževalno središče.
Po vzoru najboljših mednarodnih poslovnih šol spodbuja razvoj podjetniške miselnosti in prenaša praktično znanje na vedno večje število podjetnikov in tistih, ki to želite postati. Na GEA College izobražujemo podjetnike, ne zgolj ekonomiste. Oseben pristop, fleksibilnost, predavatelji iz prakse, odlična mreža tujih partnerjev in tesno sodelovanje s podjetji in učenje na praktičnih primerih so glavne značilnosti naše poslovne šole. Razvoj podjetniških kompetenc in povezovanje študentov in podjetnikov so naloge kariernega centra GEA College, ki skrbi za nadpovprečno zaposljivost naših diplomantov. Alumni klub nas povezuje v znanju, idejah in podjetniških rezultatih, ki jih dosegamo skupaj. Raziskovalni inštitut GEA College odkriva nove dimenzije znanja ter ga deli v znanstveni reviji ABSRJ in na konferenci. GEA College, mednarodno priznana šola v osrčju Evrope, spodbuja razvoj podjetniške miselnosti in inovativnosti za trajnostno naravnano družbo in je vaš vseživljenjski izobraževalni ter poslovni partner. GEA College. Prihodnost pripada podjetnim. Vsi zaslužijo aplavz. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa je na vrsti retrospektiva slovenskega podjetništva. Pripravila jo je izjemna dama, ki sicer v dobesednem pomenu te besede ni podjetnica, a samo v dobesednem pomenu. Je menedžerka, ki pa ima marsikaj pomembnega skupnega z našimi nocojšnjimi gosti, to pa je podjetniški duh. Na oder z velikim veseljem vabim gospo Marijo Anselmi, generalno direktorico Bisnout Južnih trgov. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, veseli smo vas. Hvala Bernarda, hvala vsem, dragi podjetniki, dragi mladi upi, ki sem danes videla. Nocoj imam zelo prijetno delo in sicer, da bom probala vam pokazati, kako podjetništvo je prispeval k uspehu Slovenije. Kolega Sandi Češko mi je prej rekel, Marija, statistike imajo en problem. Statistike so kot bikini. Vse razkrivajo, razen kaj je pomembno. Nocoj upam, da moje številke, ne moj bikini, ampak da moje številke bodo dosti transparentne in prozorne in vam bodo dosti jasno pokazali, kako podjetništvo je bilo in je zares motor razvoj v Sloveniji. Zato smo najdli vsaj 12 dejavniki, ki naredijo zgodba podjetništva in zgodba razvoja Slovenije zelo posebno. Zadnjih 20 let je bila zgodba Slovenije tudi zgodba ekspanzije. To dokazuje kot prvo rast BDP od 10 milijard evrov do 38 pa pol. In precej tudi BDP na prebivalstva, kot vidite na naši slajdi, od 5 do 19 tisoč evrov. To je zelo pomembno, ker to uvrsti Slovenijo na top lestvice med vsemi državami centralne Evrope in baltiške države. Na isti ravni, kot so Malta ali Ciper, ker imajo pri sebi recimo atu, da so davčne oaze. Rast Slovenije je tudi progresivni rast izvoza. Če leto 1991 rast izvoza je bilo prav zanemarljiv, ekonomija je bila usmerjena v domačem trgu, izvoz je postopoma zraslo. In že letos 1999 je bil že 37% celotnega BDP, danes, kot vidite, je raslo na 62%.
Podjetništvo, smo rekli, je definitivno motor in mogoče tudi določene spremembe, birokratske spremembe so to pomagale. Včasih smo potrebovali 3 do 6 mesecev, da smo odprli novo podjetje. Danes potrebujemo kakšen dan, mogoče tudi sam en dan. In zato se je verjetno tudi toliko povečalo število družb. Število gospodarskih družb zadnjih 20 let je šlo od 13.000 do 65.000 podjetij. In tudi njihovi prihodki so zrasli za 4-krat. Kaj je tudi zelo se spremenilo in da te prihodki leta 1999 so bili precej domači in samo 23% so bili ustvarjeni v tujini, ki je ta zdajle so 37% ustvarjali v tujini. In tudi dodana vrednost zaposlenega je šla od 13 do 41 tisoč evrov. Moramo tudi reči, da Slovenija je znala pritegniti tuje investicije. Tuje investicije danes štejejo za 10 milijard evrov, ki predstavlja približno malenkost manj kot 25% BDP-ja. To je svetla številka, ampak povprečje na svetu je 48%. Na ta točka imamo še prostor za povečati. Žal mi je, da naš župan najlepšega mesta na svetu je šel. Izpostavili smo tudi ena zelo svetla in lepa točka in tudi kako se je turizem razvil zadnjih 20 let. Zdaj predstavlja 13% celotnega BDP, pa tudi zaposli 12% od celotne populacije. Inflacija smo ukrotili od inflacije, ki je bila leto 1991 na več kot 200 percentualnih točk do nažalostno do deflacije. Ampak istočasno tudi plače so se postopoma povečale in bistveno povečale. Brezposelnost je bilo nekaj skoraj neznano na začetku prehoda iz socializma do kapitalistične ekonomije. In na zadnji leti se je brezposelnost gibala med 5 in 10%. 10% je bilo vrh, ki smo dosegli leta 2012-2013, od takrat se je počasi zmanjšalo. Danes je brezposelnost v Sloveniji manjša kot 7%. Kaj je pa na to pomembno? Le 20 let nazaj od vseh brezposelnih 71% so bili mladi. Danes med brezposelni samo 24% so mladi. To je bistven in zelo pomemben preskok. Tudi je bila sprememba na aktivnosti, ki so se razvile v Sloveniji. Slovenija je bolj usmerjena na proizvodno in trgovino, že tradicionalno. To je malo posebno v primerjavi Evropske unije, ki je servisna dejavnost, ki prevladuje. Trgovina pa proizvodnja počasi se zmanjšujejo njihovo težo in dajo prostor nove dejavnosti. In na zadnjem nove dejavnosti, nove izhajajoče dejavnosti so znanost in tehnologijo. Tako da
pametne specializacije za Slovenijo izhajajo že iz priložnost trga, ki je podjetništvo že prepoznal. Bi vas pustila za en napovedi. Jaz imam zelo rada povedi in ki po moje označuje optimizma, ki je dejstvo o podjetništvu. In to je poveda o JFK, ki pravi, da ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. In jaz mislim, da podjetništvo je to veliko naredilo za svojo državo. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani in spoštovane. Zdaj pa bomo prisrčno pozdravili naše cenjene goste, izjemne, uspešne podjetnike, ki bodo spregovorili o prihodnosti slovenskega podjetništva. Kam se mora razvijati, kje so priložnosti in kako jih izkoristiti, bodo glavne iztočnice našega pogovora. Še prej pa na oder z velikim veseljem vabim v bistvu kolega Uroša Slaka. Uroš, prisrčno pozdravljen in dobrodošel. Kakšen aplavz. Zdaj pa ne vem, ali si mislim, da ti ploskajo zato, ker se te sicer bojijo, ali zato, ker so te veseli. Ne vem, po moje oboje. Imaš pogosto občutek, da gostje trepetajo pred tabo? Predvsem tisti, ki ne govorijo tisto, kar je res. Ostali ne. Ostali naravnost uživajo v pogovorih. Danes si upam trditi, da bodo vsi govorili samo to, kar je res. Tako je. Spoštovani in spoštovane, predlagam, da jih pozdravimo z velikim aplavzom. Najprej na oder vabimo damo, gospo Tanjo Skaza, z Plastike Skaza. In prisrčen pozdrav gospodu Sandiju Češku, prvemu možu Studia Moderna. Prav tako glasen aplavz za gospoda Janeza Škrabca, prvega moža Rika. In gospoda Francija Pliberška, simbol Mika Celje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Uroš ima za vas pripravljena ta huda vprašanja, jaz pa ta prijazna. Tako sva se dogovorila pred začetkom, ampak ne bo tako hudo. V bistvu slogan Geo College pravi, da prihodnost pripada podjetnim. Se pravi tistim drznim. In zato bi začel z vprašanjem o prihodnosti. Odgovorov, da niste vedeževalci, ne sprejemam, ker vprašanje ne bo splošno, kakšno bo slovensko podjetništvo v prihodnosti ali pa čez 20 let. Ampak bom začel drugače. A vi menite, glede na izkušnje, ki jih imate v poslu, začenjali ste tudi v obdobju, ko je bila inflacija 200-odstotna, zdaj smo v deflaciji in tako naprej. Kaj je prihodnost v bistvu slovenskega podjetništva? A je to so te nišni proizvodi, recimo kot je Akrapovič z auspuhi, recimo to, kar je Boscarol v letalstvu električnem, to, kar recimo počne ABC, kar je mogoče ljudem zelo neznano, recimo, ki je naredil hub za startupe v Ljubljani in se širi po celotnem svetu, v Silicijevo dolino je prišel, vzame teh 10% od startupa in ga potem spremlja in potem vlaga naprej. A je to Talking Tom? Prejle, ko sem za odri bil, sem še malo googlal, sem se spomnil na Pokémon Go. Nintendo v 14 dneh vrednost iz 20 na 45 milijard dolarjev. Ampak Pokémone zdaj skoraj noben več ne išče. Iskali so jih vsi 3 tedne in tako naprej. Kje? Za vas so rekli, da ste, gospod Češko, kralj oglasov. Vi ste takrat v 90-ih letih, je bila televizija medij, ki ga podjetniki še niso toliko prepoznali. Vi ste ga že takrat prepoznali. A je zdaj kakšen medij? Kaj je zdaj tista stvar, recimo, ki bo peljala to podjetništvo, po vašem mnenju? Kje so te niše in kam bo to šlo pri nas?
Lep pozdrav in čestitke GEA Collegeu. Tudi sam sem se učil od prvih profesorjev GEA Collegea, predvsem profesor Vahčiča in Teje Petrin. Glede podjetništva in prihodnosti sem zelo optimističen in tudi glede vloge Slovenije in slovenskih podjetnikov. Zdaj, generacija podjetnikov, ki ste nas omenili, smo tisti klasični podjetniki, ki smo začeli iz nič in gradili neke esete, kot se temu reče, podjetja, iz nič postaviš sistem in tako naprej. Mislim, da naslednja generacija podjetnikov, ki bo v tem spremenjenem svetu, bo imela nekako lažjo vlogo, kajti v tem hitro spremenjajočem svetu danes ni več potrebno graditi vse iz nič, ni več potrebno graditi novih trgovin, ni več potrebno graditi novih tovarn, ni več to ključna razvojna komponenta gospodarstva, graditi več, ampak delati bolj kakovostno. In v bistvu je treba redizajnirati stvari. In kot vidimo danes, tisto najhitreje rastoča podjetja, tista, ki imajo največji vpliv, nimajo tako imenih nobenih esetov. Uber nima nobenega eseta, Airbnb nima nobenega eseta. In zdaj, to se zdaj dogaja na business to consumer, se pravi nivoju. Naslednji nivo, ki se bo digitaliziral in ki se bo radikalno spremenil, bodo podjetja. In ponovno, tu ne bo potrebno zdaj graditi, da bomo potrebovali takšno rast, kot smo imeli v preteklosti, prej bomo morali omejiti rast, ker so resursi omejeni, ampak treba bo delati na nov način. In Slovenci smo zelo kreativni, smo zelo tekmovalni in znamo te stvari postavljati na drug način. In tu vidim zdaj jaz naslednjo generacijo, ki bo znala obstoječe priložnosti in iz obstoječih problemov, ki jih velika podjetja imajo, narediti priložnost in jih postaviti na neko novo osnovo. In Slovenci imamo pa to prednost, poleg vseh tistih tipičnih karakteristik, ki jih poznamo, jaz mislim, da je ena naša izjemno pomembna karakteristika, na katero bi morali biti bolj ponosni, bi jo morali bolj poudarjati, je naša tekmovalnost. Mi smo izjemno tekmovalni narod, imamo najboljše karakteristike recimo Nemcu, Kitajcu, Japoncu in poleg tega smo še veliko bolj tekmovalni in zaradi tega imamo tudi toliko uspehov v svetu. Zdaj se je razbil en tabu, ker menimo, da nismo toliko tekmovalni, tako da smo veseli teh besed, glede na izkušnje, ki jih imate v svetu. Tanja, kje pa vi vidite prihodnost, tudi skozi vaše podjetje, dobavitelji, kaj potem svoja blagovna znamka, kaj bo zdaj nas čakali? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi se mogoče samo navezala na gospoda Češka. Jaz bi mogoče še to rekla, da podjetnik mora biti v ospredju, da mora biti, da danes je edino lahko uspe, če je najboljši. Danes povprečje skoraj ga ne opazijo več, če si v povprečju. Če si najboljši in če si fleksibilen, če odstopaš od drugačnih, to pomeni, da nekaj drugega želiš izpostaviti, potem boš opazen. Če pa tega ne boš, pač ne boš opazen. Malo prej, ko sem govorila tudi, kakšni smo podjetniki. Podjetniki smo kot kameleoni. Zelo hitro se moramo prilagajati, enkrat si na sestanku, pa imaš dober sestanek, enkrat imaš malo slabši sestanek, ampak vedno moraš biti pripravljen na nove izzive, vedno moraš biti tako agilen in če nisi agilen, nažalost, več ni. Tako da jaz mislim, da rečemo čez 3 leta ali pa tisti, kateri so še uspešni podjetniki in če ne bodo pripravljeni na to digitalno transformacijo, to, kar se danes dogaja, da si čim hitreje v stiku s svojim kupcem in da dobiš ta feedback, nažalost ne bodo mogli več biti tako uspešna. Franci, Mik Celje je znan po vsem svetu, vem, da se zdaj širite tudi čez ocean, kar pomeni, da v bistvu nočete biti povprečen. Kako torej slovenski podjetnik pride iz povprečnosti in da se ne ustraši sveta in da reče, svet je moj trg, ne samo Slovenija, nekdanje jugoslovanske države, Evropa, ampak svet. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz mislim, da podjetniki pravzaprav moramo uživati življenje, ki ga živimo. In to je tista kreativnost, ko nas dela, ko nas dviguje, da si upamo, da ni mej, predvsem pa moraš verjeti v to, kar delaš in se počutiti fajn v tem našem poklicu. In to je predvsem tudi, če hočeš postati podjetnik, potem moraš imeti to delo rad, potem moraš videti v tem delu izziv in potem ti zagotovo uspe. To mislim, da je ključ vsega tega.
Jaz sem tudi mal pritisnjen, tako kot tle moji kolegi na levi in na desni, in pač meje niso tiste, meje lahko premikamo, treba si je upati. Jaz mislim, da imamo Slovenci poleg tekmovalnosti tudi vztrajnost, kar velik poudarek zraven, in vse to skupaj potem prinese na dobre rezultate. Tudi jaz, kot je prej Sandi rekel, pa Tanja, verjamem v slovensko podjetništvo, da bo živelo in da samo slovensko podjetništvo lahko prinese Slovenijo tam in slovenski narod tam, kam si zasluži. Gospod Škrabec, slovensko podjetništvo, zdaj smo videli, pravijo, da smo tekmovalni, inovativni, ne bojimo se sveta, to velja tudi za vas. Pri vas se mi zdi zelo pomembna še ena komponenta, da zelo veliko pri tem tudi kulture pritegnete, kar dviguje to samozavest narodna, iz katere potem pride tudi ta tekmovalnost, se pravi samozavest in vse tako naprej. Ko so se popoldne pogovarjali po telefonu, ste mi rekel, da ne gledate 20 let naprej, ampak 1 leto do 2 leti in tako naprej. Ampak kje bo, recimo, za vas seveda tudi gradite, a bojo, ne vem, čez 10 let gradili 3D, bomo sam printali že naše hiše, zgradbe in tako naprej. Najprej dober večer. Jaz sem se ustrašil, ko sem poslušal Sandija, ker moj biznis je ravno gradnja industrijskih objektov, pa gradnja energetskih, pa logističnih centrov, pa ekoloških naprav, če hočete. In ta trenutek imamo zagotovenih 30 projektov živih, in kar naenkrat, če se bo res to izčrpalo, ne vem, kam še delal. Ampak jaz sem razumel Sandija. Jaz se ravno tako sprašujem, kako moje posle digitalizirati. Da jaz ne bom z mojimi inženirji nekoč postal tako kot taksisti, ki kar naenkrat niso več mogli direktno prodajati, ne morejo prodajati storitev, ampak preko neke aplikacije to delajo in seveda tista aplikacija vzame, ne vem, 20-30 odstotkov. Jaz nočem, da bi mi kdo vzel 20-30 odstotkov, jaz hočem imeti te 30 odstotkov, zato tudi mojim sodelavcem vsem naročujem, da ne razmišljajo, kako to, ker vseeno je pa pomembno vsebinsko poznati en posel, kako naj pa to digitaliziramo, in to imamo vsi za nalogo tudi naprej. Prej ste omenili kulturo, no kultura je za mene predvsem tradicija, poznati moraš svojo zgodovino, ali pa tisti, ki je gospodar preteklosti, da tako rečem, je tudi gospodar prihodnosti. No in me veseli, da sem danes se soočil s tem sloganom tradicija z drznostjo. Jaz to pri nas poimenujem korenine in krila, se pravi korenine, ki ti dajo neko samozavest, neke principe, neko trdnost, in pa krila, ki te pa ponese naprej, ti dajo ambicije. In no, recimo, jaz sem se, ko ste me vprašali glede teh, zdaj pa teh 20 let, sem se ravno tako, veste, ponavadi ljudje zelo dobro vejo, kje bojo čez 10, čez 20 let, problem je pa, ker ne vejo, kje bojo čez 1 leto. Veste, in jaz se o tem sploh ne sprašujem. In zdaj vam tudi povedal, zakaj ne. Bom povedal, od kdaj več nimam zaradi tega kompleksa, ker jaz sem imel kompleks. Sem mislil, jaz pa pojma nimam v strategiji, tako slabo imam te vizije narejene, No in potem sem prebral, kako je Deng Xiaoping, za katerega vemo, da je preobrnil Kitajsko, da je reformiral Kitajsko, ko so njega vprašali, kako pa boste vi to naredili, ampak Kitajska, veste, da je to največja država na svetu, jaz sem mi prepričal, zdaj bo povedal, trdnost, jasnost strategijo, pa rekel, mi bomo te reforme naredili podobno, kot bi prečkali reko. Najprej bomo se naslonili na en kamen, ga potipali previdno, potem bomo šli z drugo nogo na drug kamen, pa bomo spet potipali in tako bomo prečkali reko, tako bomo mi reformirali stvari. In jaz ravno tako, od kamna do kamna, ali pa kakor bi rekel Napoleon, rekel, gremo v boj, bomo pa videli. Ampak vedel je, da je potrebno imeti topništvo na hribu, konjenico pa v dolini. Jaz bi se navezala na vaše besede. Gospod Pliberšek, če sem vas prav razumela, ste po štajersko rekli, da se vam zdi, da ste vsi malo pritisnjeni. Pa vas zdaj sprašujem, s katerim pridevnikom bi opisali sami sebe? Vi ste dejali, da morate biti kameleoni in se nenehno spreminjati. Kateri se vam zdi najpomembnejši glagol v podjetništvu?
za samostalnik si pa upam trditi, da je to denar. Ja, jaz mislim, da vse odgovore nimaš pravilno, ne, če bi bil sam denar, potem verjetno danes ni bi tle zagotovo. Ampak za najpomembnejšega sprašujem, ne za edinega pomembnega. Kaj je najbolj pomembno? Jaz mislim, da najbolj pomembno za nas podjetnike je za sebe. Jaz vem, da v tem delu, kar delam, da uživam in to mi daje tiste stvari, ko probam vedno vsakih 5 let tudi kaj novega narediti, da ni vedno isto. In to je tisto, kar me vedno dviguje v višave, če bi k temu rekel. Ni lahko, ko si časih, ne vem, 10 dneh zamenjaš 10 avionov, pa 15, ne. Ni enostavno, ampak če delaš to s srcem, če delaš to z ljubeznijo, potem nič ni težko. In predvsem še vedno srečaš na kakem koncu, ali kakšen tliš kakšnega Slovenca, potem je to še večji izziv, vidiš, da nisi sam, tako da to je moja zgodba, oziroma uživam v tem, kar delam, sem vesel. Glagol torej dvigovati. Gospod, če že moram glagol zbrati, bi zbrala fokusirati. Zakaj? Ker najprej se moraš fokusirati, kaj želiš narediti, da ne uhajaš. Ker potem nimaš te rdeče niti in kar malo bi to probo, pa malo bi ono probo, pa malo ono in potem na koncu vidiš, da si izgubil čas, nisi pa nikjer uspel. Tako da, ja, zame je to, a samostalnike še lahko naštejem, jaz imam veliko. Jaz imam vrednot veliko, tako da lahko pri vrednotah začnemo. Potem pa predvsem, katero mislim, da je zelo pomembno, ko postaviš, denar je posledica. Vsakič je denar posledica tega, kar počneš. Ker ti se ne odločiš, da boš nekaj delal zaradi denarja, ampak zato, ker si želiš, ker vidiš, koliko še lahko dosežeš. Vrednote so pa tiste, ki te nekako rečeš, aha, jaz vem, da zaupaš ljudem, da lahko to narediš. Spoštuješ svoje sodelavce. Varnost, ti tudi nekaj počneš, ker si svoboden, ampak želiš omogočiti drugim varnost. In to vse z enim fokusom. To meni fokusirati se do cilja. Toliko besed sta naštela gospa Skaza pa gospod Pliberšek, da bosta zdaj gospod Češko pa gospod Škrabec imela težave. Se glagoluje še vedno. No, jaz bi, moče, če bi moral izvedeti, bi rekel, izzivalec, izzivanje novih, nepredvidljivih stvari, ker se vedno hotel po robu, ker tam na robu je največ prostora, vsi se rad drenajo v sredini, tam na varnem. A veste, kaj je rekel Fran Milčinski Ježek? Da je treba iti v življenju malo na levo in malo na desno, ker je čisto na sredi ponavadi pretesno. Točno tako, s tem se najbolj strinjam. Gospod Škrabec, kakšen pa je vaš kompas? No, pa tudi tle bi se navezal na Sandija, mi je zelo všeč o tem robu in tudi nekaj, v fiziki se boj, da vse glavne stvari izvršijo na robu, na mejah. In tudi v biznisu je najboljše tisto, kar je čist na meji. Zadnjič sem se pogovarjal celo s Popetom, kar fantastično meso dela, steke, bifteka, pa je tudi rekel, najboljše tisto meso tik preden se pokvari. Tako da to je ena stvar. Drugače pa jaz bi rekel, super meso imamo danes, da vas ne bo strah potem na pogostitvi. Jaz bi rekel, to, kar je Tanja rekla, fokusirane, jaz bi tudi dal enačaj pa tega glagola oziroma pridevnika slaviste vi, ni bilo vztrajanje. Meni je vztrajanje najpomembnejše pri podjetništvu, ampak zdaj spet vztrajaš pa lahko, če res nekaj imaš rad. In seveda to pa zaljubiti se moraš, zato ker je tako težko podjetništvo, v bistvu vsak dan je toliko sponov padcev, toliko porazov, tudi zmage so. V bistvu po eni strani tudi si mislimo, koliko je to enih zvezdnih trenutkov, pa vemo, da v glavnem je življenje tisto, ko čakaš ti na zvezdne trenutke ali pa na prelomne trenutke, ki jih je pa zelo malo. Tako da bi rekel. In seveda nisem vedel, da več Matjaž Gantar ni lastnik, njegov intervju sem bral v soboto, kjer govori predvsem o svoji umetniški zbirki, pa sem si zapomnil to, rekel, ideja je fajn, talent je fajn, tudi sreča ne škodi, ampak glavno je delo, pa
bom še enkrat rekel, delo in še enkrat delo. Še en komentar na denar. Jaz sem vedno prisegel ker pač sem začel vedno iz nič. Nismo imeli nikoli na nobenem začetku denarja, ki bi ga lahko vložil in začel graditi neke tovarne, neke esete. In zato so bile najbolj pomembne te neopremljiva sredstva, se pravi intangibles. In danes se ne zavedamo omejitev vseh fizičnih komponent in tudi denarja. In v biznisu je danes poslo izjemno pomemben kot asset je etika, je poslovna etika, kot kakšen sloves imaš. In to odpira vrata in to dela čudeže. Tudi mene to me je največkrat omogočilo, da se naredijo stvari, ki so drugače bile težko predstavljive. A če vas jaz prav razumem, potem je prihodnost tega podjetništva tudi to, da podjetnik razmišlja, ko sklepa posel, ko gre v biznis z nekom, v kakršenkoli, v bistvu, da gleda, da morajo vsi zaslužiti, se pravi tudi podizvajalci, ostali partneri in tako naprej, in da je teh zgodb, ko so šli v glavnem mnogi v posel za to, da bojo pač samo zaslužili podizvajalec ali pa kdorkoli, ne ga vrag vzame, je konec. Je to ta sprememba, ki je treba tudi slediti? Tako lepo vas je bilo zdaj videti, ko ste prav vsi štirje takole kimali. Vsi smo kimali, se strinjam. Točno to, ne samo to, ampak kaj je, mogoče bi mal vsak od nas, jaz bi rekla, da za vse nas štiri drži ena pa res odlična misel ali pa ne misla, vrednota. In to, kar imajo podjetniki in kar vedno rečem, vsak podjetnik naj to proba. Vsak od nas ima rad svobodo. Ti si svoboden, ti delaš tisto, kar želiš. Prej je rekel gospod Janez, si vztrajen in ljubiš to, kar delaš, ampak to smo svobodni smo pri tem, noben nas pri tem ne omejuje. Delamo tisto, kar imamo radi. In s tem, ko vidimo, koliko smo mi srečni, osrečujemo druge. Ali so to naši zaposleni? Zato vedno je win-win. Še včasih nas je gospod Gantar učil, da obstaja ta win-lose situacija. Jaz vedno pravim, da to v poslu več ni tako. Take zgubi za nekaj časa, zdaj vedno mora biti na dolgi rok win-win situacija. Ne obstaja drugih situacij. In kaj je še tudi pomembno za nas, da nam je edina stalnica, nam je sprememba. Vsak od nas si mora to nekako not, to je zdaj že pravilo, da smo skozi pripravljeni na spremembe. Da na drugi strani, če imamo dobavitelja ali pa kupca, ki reče, ja, treba je znižati ceno, je treba biti pripravljen, če moraš nižati ceno, kaj mu boš dal. Ker on mora biti srečen in na drugi strani tudi mi moramo biti srečni. Tako da ni več tega, tako kot je bilo včasih, jaz pravim, da to je mogoče naša prednost, še večja prednost bo naših otrok, ampak bo pa v prihodnosti toliko bolj potrebno, da bomo znali kupiti, da bomo znali vedeti, kakšne so kupčeve potrebe. Jaz bi to samo mogoče komentiral, pogledajte tako, da danes se izrisujeta neki dve platformi ali dve paradigmi. Ena je ta, tu ne smemo biti naivni, win-win ja, in to smo mi, podjetniki ta mali. Ker mi smo, kljub vsemu smo še vsi vedno mali v tem svetovnem okviru, ker danes treba gledati trg kot globalni trg, ne slovenski trg, ima globalni trg, ker vsak lahko prije sem in mi gremo lahko kamorkoli. Danes se izrisujeta dve paradigme. Ena je monopol. In tudi pri podjetnikih. Če pogledate zadnjo knjigo Peter Thiela, ki je eden največjih investitorjev v Silicijevi dolini in ki je ustanovitelj PayPala, investitor zelo poznan, tako naprej kot podjetnik zrastel, v njegovi knjigi Zero to One, on pravi, ne začeni posla sploh in ali pa ne vlagaj v nekaj, če ni možno tam doseči monopola. In danes zato se te strašne koncentracije dogajajo na vseh področjih, da se ustvarjajo monopolne pozicije, kajti ta velika podjetja, ta veliki sistemi enostavno v tej digitalni dobi težko tekmujejo z majhnimi in poskušajo svoje področje zavarovati z monopoli. Medtem ko tudi s temi monopoli, kot Amazon pravi, gremo proti zero margin game, ki onemogoča novim igralcem, da v bistvu sploh stopijo v igro, ker ni več profita, ni več marž
ker onemogočajo novim igralcem dostopajo v igro. Mi zato moramo iskati podjetniki, mi monopolov ne moramo postavljati, ne moramo jih uveljavljati proti nikomor, ne moramo nastopati silo, zato moramo biti veliko bolj kreativni. In tu se bo zdaj nekje gibalo, to nihalo, v katero smer bomo zavili, ali bo na koncu vse samo neka totalna koncentracija pri ta veliki, ki bodo vse posrkali, ali bo ostalo še nekaj vmesnega prostora, ki ga bodo podjetniki ustvarili. Kako priti do tega vmesnega prostora? Jaz sem, ko si je razlagal, treba hoditi po robu, treba se zbrati neko tržno niso, kjer lahko obvladaš sistem, kjer si boljši, kjer si drugačen. Tle se treba fokusirati in če znaš to tudi bolj predstaviti svetu, potem je v bistvu to tisto, za kar si poznan, pa kar si lahko dober in lahko v bistvu tudi poveš, pa predavaš vse posod po svetu, ni treba samo da sedeti dolini šerflorijanski. Tako da to je tista stvar. Še naprej na on podatek, ko si pa malo prej rekel, je pa mi z Janezom prihajamo z gradbeništva. V bistvu zakon privlačnosti vedno deluje, tako da vidimo, kam so zgodbe pripeljale, tako da mladim podjetnikom svetujemo, da če res moraš naštudirati paket, da vsi v verigi morajo dobiti, se pravi, in dobavitelj, in jaz kot proizvajalec, seveda stranka na koncu največje benefite in to je tisto, kar te sigurno obdrži, bom rekel, na vrhu in ne moreš izgubiti, tudi če imaš nasproti ne vem kako veliko armado, bom rekel, ljudi, ki želijo slabo. Ker če greš malo čez meje skozi, v bistvu tam mi zanima predvsem, ni lahko, da ne bo pomoti, da je tako enostavno, ampak če vidijo nek korist, benefit, te potem ne bo nekako nazaj potegnut. Tako da pošteno, korektno delo se sigurno splača. A je potem, gospod Škrabac, se pravi, v bistvu to, kaj bo podjetniška prihodnost Slovenije, v bistvu kakšne, da tako rečemo, nove slovenske industrialce, ki so se v teh 20 letih ali pa lastnike slovenskih podjetij, ki so se v 20 letih izoblikovali oziroma kakšni bojo tisti novi, se pravi, odvisno samo od podjetniške ideje. Nič več tako, kot je bilo recimo, ne vem, včasih rečejo, ta država, ta slovenska politika zdaj ne ve več, kaj bi v bistvu rada. Ko bi Stane Kavčič, smo se odločili, bomo gradili cestni križ, bomo imeli Luko Koper, so se znali komunisti odločiti, kaj in kje ne bi bile naše prednosti. Se pravi, bo zdaj vse ostalo v rokah inovativnosti oziroma te ideje, ki bo izvajali od podjetništva in bo zdaj v bistvu ta politika iz tega umaknjena. Jaz sem pripoznan, da delam na trgih Sovjetske zveze, pa potem tudi iz teh držav črpam marsikatero modrost, pa sem se zdaj spomnil, v Uzbekistanu je bil v 13. stoletju en zelo velik vladar Timur Amur in on je rekel, da je glavna vloga države v tem, da omogoči trgovcu, da pride pravočasno in zanesljivo in varno iz Samarkanda v Istanbul. Se pravi, mislim, kako je lepo on opisal, kakva je vloga države, da zagotovi pravno varnost, da zagotovi dobro infrastrukturo, pa recimo rečemo še izobraževanje, pa vse to, za kar imamo mi itak ministrstva, ampak seveda v to bi jaz vnesel malo več podjetništva vse skupaj, ampak to je po moji vlogi države. Vse ostalo moramo prepustiti podjetnikom, ki se sami naj usmerjajo, v katero stvar bojo vlagali, ne pa da bi to nekdo predpisoval in tako naprej. Ampak če zdaj lahko eno mojo izkušnjo povem, pa da vam še mogoče posebno na to odgovorim. Jaz sem imel, pa da bom spet povedal, kako je to fajn, če uporabljaš teorijo, da malo koketiram z profesorji tukaj, kako ti to dobro pride kot popotnica za uspešno podjetništvo. In spet bom se na gospoda Gantarja spomnil, zato ker KD Group je leta 2008 organizirala srečanje z Krugmanom, velik profesor na Princetonu, se mi zdi, eden najpomembnejših kolumnistov. No in to je bilo neposredno po krizi in jaz sem ga potem vprašal, mi iz ekonomske teorije vemo, da ko si v krizi, potem se zgodi, da hitro se moralno zamortizira neka tehnologija in potem nastopi nova,
kje je nek trigger, da gre gospodarstvo, da se spet spostavi neka konjunktura. In jaz sem ga vprašal, kaj pa vi mislite, kjera je to tehnologija prihodnosti, ki bo nekakšen tak trigger, ne? Pa mi je rekel, to bojo zelene tehnologije. No, in jaz sem takrat stopil po poti zelenih tehnologij in lahko rečem, Riko je prepoznan kot najpomembnejši dobavitelj, vse, kar se tiče čiščenja voda, pa to bi lahko tudi naš župan potrdil, ker imamo v Ljubljani ravno sedaj en velik projekt takšen, in kar se tiče potem tudi waste managementa in tako naprej, ne, in to je zagotovo za Riko ena revitalizacija, ampak da ne govorim, kako gre to vse tudi naprej, ne, zdaj se spostavlja ta cikl na Hrvaškem. Včeraj smo ravno ob obisku naše vlade v Srbiji podpisali prvo pogodbo tako tudi v Srbiji. Se pravi, mi smo si zelo pomembne izkušnje, reference nabrali kle v Sloveniji in sedaj gremo tja, imamo srečo seveda, in sem prepričan, da od vseh naše konkurence mi ta trg najbolj poznamo, od vseh tuje. Je pa ta sreča, da pa na Hrvaškem recimo teh referenc hrvaška podjetja sploh še nimajo. In zato si spet obetam naslednje, vsaj za 5 let, da bomo kar uspešno delovali. Bill Gates je nekaj rekel, vsako podjetje je 2 leti pred svojim propadom. Jaz rečem, jaz sem 14 dni pred svojim propadom in zdaj, če vidim, da pa imam kar neki svete prihodnosti na Hrvaško, pa še v Srbiji, sem zelo happy in do tja meni seže ta pogled. Ja, Janez je dal prej idejo, glede na to, da smo danes na praznovanju geje, ne, pa si omenil podjetništvo vnes med politike, mogoče, da Katja razpiše razpis 1. letnika podjetništva za politike in verjamem, da bo šlo Sloveniji boljše. Ne? Ja, in zdaj si ne moremo kaj, da vam ne bi vrnili žogice in vas pa vprašali, če ste vi kdaj razmišljali o vstopu v politiko. Vidimo, kaj se zdaj dogaja v Ameriki in kako vsi budno spremljamo to. Gospod Plibar, še kar vi začnite. Vidimo, kako menedžerji v politiki propadajo. Ampak moramo vedeti, da so te menedžerji Američani, kaj pa Slovenci? Ja, sigurno je veliko krat, če se pojavlja, vsi pravijo pejdi, ampak dejstvo je, da v končni fazi je za sebe, lahko povem, da naslednjih 10-15 let sigurno ne, ker imam preveč izzivov v podjetništvo, tako da kaj bo pa pojutrišnjem, pa nikoli ne veš. Zdaj se hecam, pa ko se vam nič več ne bo dal, boste pa ušli v politiko, ali kako? Ne, potem bo vse izkušnje, ki jih je nabral, prenesel v politiko. Glede na to, da so dobre izkušnje, da preživiš vse to, kar se pri nas dogaja, tudi če nič ne delaš, boš v bistvu nič naredil, ko zdaj te ti naredijo. Mene pa malo žalosti, najprej se mi izberemo politike, ministre, se mi odločimo, ljudstvo se odloči. Potem izberemo, potem je že tisto sekundo jim ne zaupamo, to meni, da smo sami sebi svoj največji sovražnik, ampak po drugi strani pa gledam, da delamo eno veliko napako, v drugih državah so vsi politiki ali pa rečemo ministri, ta pravi premieri, so tisti, ki so res nekaj naredili, ker so že žanjali neke uspehe, so dosegali neke rezultate in so ga zato tja postavili, da bo znal koga voditi. Pri nam se mi pa zdi, da vsak, ko mu mogoče kjerkoli ne uspe v poslu, pa niti proba ne, tudi proba ne v podjetništvu, da saj proba, kako to zgleda. Saj dober podjetnik je tisto, ko 3-krat pade, pa pol se dvigne pa reče, wow, vztrajen sem, imam pogum in grem naprej. Pri nam pa tako, če si dober pri Fox, že kaj pomeni, da si dober minister. To absolutno ni dokaz in jaz bi tako rekla, če bi malo dodali zraven tega, da imejmo odločne ministre. Ko se odločimo, se odločite. Druga zadeva, da saj sprobajo, da si ne zavidajo en drugemu, ampak da rečejo, dajmo skupaj narediti, boma več naredila. Bi nam bilo boljše. V vsakem primeru pa tako pravim. Niti eden od nas, če bi bili mi 4, pa vsi šli v politiko, ne moramo nič spremeniti. Zakaj ne? Zakaj? Ker je glava eno, potem rabiš pa eno skupino ljudi, ki bo verjela, da je treba narediti neke premike in potem se je treba dogovoriti, sestaviti pravila, jasno vizijo,
kam gre Slovenija, a hočemo biti najboljša država, ker smo res lahko. Mi smo lahko gazela med sloni, ampak premalo je, no. Potem moramo določiti cilje, strategijo in se držati in biti strani pri tem. Tako da ne, jaz bom stala in imam še dolgo pot za prehoditi. No, jaz sem nekako začel v politiki, v mladinski organizaciji, takrat, ko so se dogajale spremembe v sredi 80-ih let in takrat sem kar užival v tej dejavnosti. Takrat je bilo dobro delati politiko, ko so se spreminjali, zato ste uživali. Potem, ko so se nekako spremembe zgodile, sem pa ugotovil, da politiki ni bilo več do sprememb. In se dobro spomnim kolega, ki je postal minister in se je rekel, no, super, zdaj boš pa lahko delal velike spremembe. Je rekel, Sandi, prijatelj moj, to pa ne. Moj edini cilj je, da naredim čim manj, ker lahko naredim samo čim manj napak. In to mi zagotavlja obstanek. Zdaj, podjetnik je pa tisti, ki uživa v spremembah in to je v teh časih v politiki nezaželeno ali pa prepovedano. Gospod Pliberšek, kako bi pa lahko, recimo, ustanove, recimo Gea College, kot je Gea College, naš izobraževalni sistem, Gea College zelo veliko dela na tem, da njihovi študenti rešujejo konkretne probleme, konkretne težave v podjetjih. Vemo, da je problem tega našega izobraževanja, da ima premalo stika z realnostjo. Koliko pa recimo ta model lahko, ki ga Gea College že goji, pa še nekateri drugi, lahko pripomore k temu, da bomo mi dobili boljše podjetnike, boljše menedžerje? Ja, jaz mislim, da to je edini način, da v bistvu, da študenti delajo v podjetjih, da vidijo prakse, da rešuje primere. Jaz mislim, da bi to treba še to bolj ukrepiti. Zadnjič, ko smo bili na Stanfordu, ko smo se pogovarjali, te v bistvu tretjeletnikov vrže ven za leto dni 5 v podjetje, pa če prideš nazaj, boš prišel, boš doktoriral, če ne, pač ne boš. In to je nekaj vsak dan. Pri nas pa tega ni in jaz mislim, da je edina perspektiva ne samo Gea kot podjetništva, pa tudi vseh ostale šole se bo treba bolj vrniti v proizvodnjo, videti, da ne moreš postati direktor. Prejle sem imel sestanek z enim hotelirjem in je rekel, jaz sem lahko direktor za to hotelirje, ker sem bil v kuhinji, ker sem bil v sobaricah, ker sem bil ono, drugo, tretje, ker vse poznam. In tudi najbolj plačan je rekel, veš, v naši hotelski verigi pa ima več kot 50 hotelov čez, je rekel, veš, kdo je najbolj plačan? Je rekel, vodja sobaric. Se pravi, to je tisto, mi delamo za stranke, mi se moramo stranki približati, ne neki direktorje samo naprej. In se pravi, treba je gojiti to. In če podjetnik začuti, da v bistvu dela svoje delo, da dela produkte, ki bodo stranki v korist, ki bo imela stranka od tega benefite, potem verjame, da ne moraš nikoli izgubiti. In vse te stvari in te dobre prakse, to da Katja, jaz mislim, prvi letnik podjetništva za politike, kar razpisati, gužva bo velika in verjamem, da bo na ta način, moče se zdi smešno, ampak ko včasih mi poslušamo določene politike, ko razlagajo neke ekonomske razloge, je tako, kot da bi poslušal tamle otroški vrtec, ker ne obvlada to in mogoče tudi ni prav, ker mogoče prišel z neke branže, ko sploh tega ne pozna in zdaj mora kar naenkrat nekaj odločiti. Tako da tudi se res govorništvo se že naučijo, ampak mislim, da bi treba bolj podjetništvo. Predvsem tisti, ki imajo takšno nalogo. Jaz sem se zdaj kar hotela navezati, veš, kaj je vprašal, kje je treba začeti. Jaz mislim, da že v vrtcu. Res, že v vrtcu otroci so danes tako inteligentni, tako drugačni, da vzgojiteljica ne more vse tretirati enako. In v vrtcu po osnovnih šolah še toliko bolj izpostaviti ta podjetniški duh, da se lažje potem otroci tudi odločijo. Bi pa rekla, ne zato, ker sem doštudirala v Gea College, ampak kaj pa je res ena velika prednost Gea College. Vsak predavatelj je vedel, kako jim je ime. Vsak. Ni bilo predavatelja, ki ni vedel, kako je meni ime. Druga zadeva. A pa to sam vaše ime so vedeli, ker ste lepi ali od vseh? Hvala, Bernarda. Ampak ne, od vsakega. Druga zadeva, kar je, vsak je mogel nastopati. Vsak se je učil retorike. In ta tretja stvar, katera je bila pomembna, nisi mogel sem nastopati, si mu pomogel povedati zaključek, kaj je cilj. In tako dolgo, ja pa v redu, dajmo povedati, dajmo priti do cilja, kaj je to? To meni, da so nas že v šoli naučili, da je treba zaključevati. Da karkoli delaš, zaključi, naredi. In to bi Gea mogel spraviti še v osnovne šole, v vrtce
In veste, kakšne podjetnike bi imeli? Ne podjetnike, menedžerje, ministre, fantastično bi bilo. Uroš, si tudi ti začutil podton v besedi, da je treba zaključevati? Sem. Ampak nekaj zanimivih istočnic je še, za katere bi bilo škoda, da jih ne bi. Pri zaključevanju smo in se mi je zdelo, da bi začel mogoče ta zaključek s tem z vami, gospod Češko. Eti Krni pravi, da bo v naslednjih 20 letih bo v bistvu polovica vseh prihodkov izvirala iz digitalnih poslovnih modelov ali kanalov. Kaj bo preostalo tistim, ki ne bodo tam, oziroma kako se približati kupcu, kako nagovarjati kupca zdaj v prihodnosti, ki bo čedalje, če vzamemo samo primer trgovin, zakaj bi šel v trgovino, če lahko preko interneta vse naročim in dobim. Ja, v teh spremembah, pogledajte, seveda, digitalizacija je nujna in to, kdor ne bo absorbiral digitalizacije kot en osnovni krvni obtok podjetja, bo enostavno zastal, ker se ne bo mogel premikati, ne bo mogel biti povezan. Ampak tisto, kar je bolj pomembno, je to, da v današnjem svetu bodo morala podjetja veliko bolj razmišljati o vseh teh mehkih komponentah, se pravi, relevantnost je pomembna v tem, v prejšnjem ekonomskem modelu, da si proizvajajo več, proizvode z več funkcijami, bolj zanimive in tako naprej. Zdaj bo pa moralo podjetje skrbeti za to, da bo znalo, da bo oblikovalo proizvode glede na potrebe kupca. Nam že v Studio Moderni imamo že Customer Advisory Boards, kjer nam že kupci sodelujejo v razvoju proizvoda. Ampak tu jih je potrebno integrirati ne samo iz vidika razvoja novega proizvoda, ker vsak zna proizvajati, danes ni nobene stvari, ki jo bi mogel nekdo narediti, ampak bo treba pogledati, kako se boš ti ukomponiral v skupnost, kakšna bo tvoja odgovornost do okolja, kakšna bo tvoja odgovornost do družbene skupnosti, kakšna je tvoja odgovornost in pozicija do sodelavcev, ki so v podjetju in ki so zunaj podjetja. In če ne boš na teh točkah relevanten, če ne boš na teh točkah imel odgovoru, ne boš nobenega razloga za tvoj obstoj. In tu bodo morala podjetja narediti ta premik od proizvodnje k odgovornim nosilcem in subjektom v svojem okolju. V okolju, kar pomeni narava, kar pomeni družba, kar pomenijo zaposleni, kar pomenijo tvoji kupci. In njih mi že preko te digitalizacije tudi vključujemo v poslovanje podjetja in že usmerjajo in pomembno vplivajo na to, kam se bo in kako se bo podjetje gibo in nam dajo tudi impulze, kako in kaj moramo ravnati. Tudi imate vi podoben pristop? Pa se jaz mislim, da je gospod Sandi kar povedal dejansko vse tisto, kar je pomembno. Danes je higieni že... Pa bom pa drugače vprašal. Vemo, se pravičujem, Tanja, sam bom pa drugače vprašal. Pa gremo korak naprej. Kaj bo pol ostalo od slovenskega podjetništva v prihodnosti? Mi smo znani po tem, da delamo zelo veliko za avtomobilsko industrijo. Nemci napovedujejo, da leta 2030 ne bojo samo električni avtomobili še. Kaj bo pol ostalo? A se splača biti, a smo lahko tako dobri, tako kvalitetni, tako inovativni, da bomo še vedno tako cenjeni dobavitelji za te velike multinacionalke, ali bo treba iti v te nišne produkte? Če lahko samo skočim z enim primerom, se opravičujem. Poglejmo Boscarola, se oni vodilni na področju implementacije električne energije, zelene energije na področju letalstva. Ja, zdaj tako. Za mene je danes, ko smo včasih govorili o inovativnosti, je danes že higienik inovativnost v podjetju. To je že higienik. Če pa pogledam še mogoče malo drugače, jaz mislim, da včasih smo čakali, kaj nam bojo kdo dali delati. Danes moramo spremljati trende, naprimer, jaz v moji branži, koliko raste plastika, kaj se dela s plastiko. Danes ne vem, če veste, ker sem iz plastike, danes je velik porast plastičnih materialov, grejo v bioreciklirane, v bioplastiko, v reciklirane materijale in tle bo še izredno veliko priložnosti za nas. To meni, da vsak od podjetnikov mora spremljati trende na trgu.
Mora vedeti, kako se bolje približati. Jaz ne bi rekla zdaj, da bomo pa kar vsi tisti, kateri niso uspešni, oziroma tisti, kateri ne bodo, želela sem malo drugače povedati. Digitalizacijo bomo mogli vsi osvojiti, čisto vsi, ker se bomo s tem približali kupcu. Osvojiti bomo mogli trende in spremljati trende, ampak še vedno bojo bolj v ospredju butične stvari, tiste, ki bojo dosti bolj personalizirane na kupca. Tisto, ker danes se kupec že zgubi v vseh, ne vem, koliko ima produktov, že več ne more vedeti, kateri je dober za njega. Po čem boš izstopal, da bo lahko izbral prav tebe? Jaz mislim, da je perspektiva jutrišnjega dne, da se v bistvu delamo produkte, ki bojo čim bolj koristni, da bo čim večji benefit za kupca. To je tisto, kar je. In tudi trgovina, jaz mislim, da ne bo vse šlo preko interneta kupovati, ker tudi so rekli včasih, ko so bili tudi kini, pa video, da bo knjiga propadla, pa vidimo, da ni. Tako da to je to. Kar se pa tiče podjetje, pa verjamem, če zdaj pogledam nas vse 4 tlele, da je perspektiva podjetij, da če neki jemlje z okolja, tudi okolje daje, se pravi, da so družbeno odgovorna, da skrbimo tako za kulturo, ko si Janez ti razlagal naprej, kot za šport, humanitarno, vse ostale stvari in tudi potem kupci nekako vidijo, da del profita dajemo nazaj v okolje in jaz mislim, da je to tisto, kar pomeni. Jaz s ponosom včasih v Ameriki pa Kanadi, ki povem, da delamo dobrodelne stvari in jih to prav zanima. In se mi zdi, da je tudi to neki, si spet drugačen, imaš neke boljše pike in te tudi jemlje drugače in da ne gledajo sam zgolj za tisto stvar, ker tisti, ko imajo denar, tisti ve, da denar ni nič. Nekaj je tudi v nepremičninah, kako so rekli, ne samo denarju, pol vrednostnih papirjih. Ampak, kar se mene tiče, revolucije ne bo. Tako. Vse je v redu to, da, veš, Uroš, fajn je to spraševati, pa zdaj smo podizvajalci, 4 milijarde komponent dobavljamo v avtomobilski industriji, pa kar naenkrat bojo neki novi avti. Ampak jaz sem 90. leta živel, pa ko smo se odcepljali, ko smo res bili soočeni z takimi dramatičnimi turning pointi, ko smo izgubili ves jugoslovanski trg, pa smo rekli, da bomo travo jedli, evo, pa smo se znašli. V parih letih smo popolnoma iz jugoslovanskega trga smo šli popolnoma na zahodni trg in smo dosegli te uspehe, ki jih je navedla Marija. Tako da se jaz za Slovence čisto nič ne bojim, čeprav mogoče zdaj čisto točno ne vemo, kaj bomo delali. Ravno zato, ker imamo tiste vrednote, tiste karakteristike, ki jih je predvsem omenil Sandi, od te tekmovalnosti, inovativnosti, vedoželjnosti, ker rečemo, zdaj se vse v svoje kluse, ker mislim, da nas je kar dost, ki rečemo, ne sprašujemo se zakaj, kaj lahko država naredi, ampak kaj lahko mi naredimo, pa ker rečemo, bom še 2 povedal, če dovolite, ker rečemo vsi hipec navdiha, pol pa brez vdiha, pa ker rečemo, blame no one, expect nothing, do something. Se mi zdi, da bi bilo greh karkoli dodati. Jaz imam zdaj vprašanje, če veste, kaj nas čaka v najbolj bližnji prihodnosti. Nocoj. Super podjetniška zabava. Še prej pa je prav, da na oder povabimo še enkrat Nušo Derenda. Iskrena hvala vam in hvala tebi. Hvala vsem. Nuša, tudi ti pozdravljena. Takšnim, kot si ti, se reče umetnik na svobodi. Pa vendarle bi tudi zase rekla, da si podjetnica? Ja, zdaj... Mislim, da glasbenik, pevc, to nekako ne gre,
podjetnik pa tako, ampak v bistvu 11 let sem že uradno podjetnica, ja, imamo svojo glasbeno agencijo in nekako... No, če se ti zdi, da ne gre skupaj biti glasbenik pa podjetnik, predlagam, da se vpišeš na Gea College, mislim, da vpisi ravno potekajo. A veš, mi smo se fokusirali naše družinsko podjetje na Slovenijo, ne? Tako da res mi mogoče manjka ta študij na Gea College, da bi lahko prodrli še malo dlje iz Slovenije. S tvojo energijo bi ti ampak gotovo mogoče uspelo. bomo našli kakšnega mlajšega menadžerja, ki bo tudi sodelal. Ne? Ja. Energija. Hvala. Ne, ni res, zdaj vem, da to ni res, da vrag in angel sta v tebi kot iz nebes. To srce zdaj kot puščava je, osamljeno zdaj ljubite in čakate. Ne, ni res, zdaj vem, da to ni res, kot slikar narišeš pot mi do nebes. En sam pogled, več kot dovolj mi je, vem brez tebe, življenje trga se, zdaj prazno je. Vsaka bela rosa jutranja ima okus po tebi, zbuja me, zbuja. S nasmehom žalost pereš mi z oči, poln nežnosti. Se skriješ v moje dlani, energy, I feel such energy. Your rhythm runs right through me, I'm in ecstasy. Your caress, the sweetness on your lips, but the closer that I get, you're drifting away. Jaz bi pa jaz tudi rada malo začutila to vašo energijo. A jo imate kaj? A lahko malo ostanete, da vidim, koliko jo je? Se zdaj bomo šli tako malo ven. Energy! I feel such energy. Electric runs right through me. You're my destiny. Hvala lepa. Hvala lepa, Nuši Drenda, spoštovani in spoštovane. Bom povedala iskreno, sem imela za konec pripravljenih nekaj modrih misli, a so naši gostje povedali toliko zanimivega, iskrivega in modrega, da bi bilo škoda brati iz lista. Zdaj vas vse skupaj vabimo na zabavo. Najbolj mi je v oči padel Whisky Chivas. Hvala vsem tistim, ki ste nekako pomagali pri tem našem čudovitem dogodku. Hvala partnerjem in podpornikom. Radi bi vas spomnili tudi, da nekatere med vami v darilni vrečki, ki jo boste prejeli ob odhodu, čaka prijetno presenečenje. 2 vstopnici za TEDx, ki bo 4. decembra in katerega partner je tudi Gea College. Danes mislim, da smo vsi začutili, da je prihodnost med zvezdami in izpod zvezd bodo zdaj do vas poleteli tudi baloni, tisti, ki si jih boste drznili prijeti, pa dobite tudi darilo. Srečno vsem skupaj, srečno Gea College, Fakulteta za podjetništvo in srečno vam!